Mladi, perspektivni kamniški plavalci ne mirujejo niti pozimi. Ker v Kamniku ni pokritega bazena, se ena skupina vozi na trening v Ljubljano. Tu plavajo v pokritem bazenu na Kodeljevem. Kaj to pomeni za plavalce, pa nam bo pojasnil njihov trener Vlado Vučko. Če zdaj izpostavljam, da smo tukaj, vidimo našo prvo skupino, plavalni kluba Kamnik. Naš plavalni teden začnemo seveda s ponedeljkom. Dejansko imamo 6-krat na teden imamo treninge. Štartamo z minibusom v Kamniku ob 15. uri. Glede na promet, kateri smo izpostavljeni vsak dan, lahko pridemo nekje v 45 minutah na Kodeljevo v Ljubljano. Potem naš trening traja od 4 do 15 do 6, nekar nekje ob 6 potem štartamo potem ponovno proti Kamniku. Tako da na vožnji izgubimo nekje dnevno uro pa pol, nekje v slabših vremenskih pogojih tudi 2 uri. In zanimiv mogoče podatek bo, da nekje na 8-mesečno to vožnjo, katero imamo, katero smo odvisni, porabimo nekako 14 dni na leto. Tu sem izračunal. V bistvu naš ta čas, ki ga imamo, ki ga izrabimo v kombiju, zato da se otroci družijo, kar je ena pozitivna stvar, pomeni, kateri se tudi učijo, oziroma tudi so primeri, ko delajo nalogo, zato da jim enostavno potem časa doma ostane malo. Po drugi strani pa vemo, da 2 uri bi lahko izkoristili veliko bolj koristno, kot neko suho vadbo oziroma tudi druženje. Skratka, kamniški pokriti bazen bi rešil marsikatero težavo v zvezi s časom. Jaz ob tej besedi, da vidi Kamnik dobo pokrit bazen, rekel, so to neke sanje, v bistvu vsakega trenerja v plavalnem klubu Kamnik, tudi triatloncev, vaterpolistov, tisti, ki smo odvisni od plavalnega športa. Lahko potrdimo, da zelo dobro sodelujemo, oziroma v prejšnjem letu smo začeli z občino Kamnik o nekako tem projektu. Stvari se odvijajo, jaz mislim, da se bodo tudi odvile nekje v bližnji prihodnosti, da dejansko Kamnik dobi nek tak objekt, kateri ne bi dejansko služil samo športnim klubom, ampak seveda splošno vsem tistim, ki se dali ljubiteljsko plavalno. Katerega leta pa recimo lahko realno nekako pričakujemo, da bo bazen v Kamnik pokriti? No, bomo čim prej, neke predvidevanja so do 2013-2014. Se pravi v naslednjem mandatu? Upamo, no, jaz upam, da se bo te volitve odvile čim bolj pozitivno v našo korist. Verjamem pa, da sigurno so ljudje, ki razumejo te zadeve in bojo nekako imeli to misli. In kaj pravijo plavalke in plavalci? Zdajle bo naslednji teden državno prvenstvo. Sicer je malo smotno, ker sem zdaj že članica, in mi je predvsem želja tu, da prijem v finale. Med vsemi temi disciplinami, stotkami pa 50-kami, travel pa hrbno pa desin. Drugač pa, ja, predvsem zdajle to državno, pa še poletna sezona. In koliko časa pa te vožnja vzame, recimo, ali te to zelo moti, ko moraš v Ljubljano se voziti na trening? Ja, meni je to kar grozno, zato pa mi nas trenerja so zmenjena, da hodim še zjutraj 2-krat na teden, pa vstanem že tako 15 čez 5, pa moram biti v 6 že na bazenu, pa imam trening potem do 8, nekje 15 do 8, pa me pa, tu me je seveda me morajo peljati starši, izkrat me pa pride babi, še nočno okove zdaj zraven, da me lahko še malo pelja, in pa grem v šolo, po šoli grem pa ponovadi v knjižnico učiti, v to mesto v Ljubljani, pa grem pa z mestnim busom na trening, pa imamo pa trening od 4 do 6 na bazenu, nazaj grem pa kar plavalci, pa me v Mengšu bližijo, vožnja nam tudi vzame, to je smotanja. A imaš pa sploh kaj prostka časa? Ja ne, ko prejem dan, pa še kakšen sredi. Sam še spat? Pa suha vadba, ne, pa pa učit. Pa pa učit? Ja. Ja, pa sploh kaj spiš? Bolj malo, ampak recimo da dobro. No, super.
Z nami je Adam Zupan, eden bolj perspektivnih kamniških plavalcev. Pred tabo so eno take pomembne tekme. Katera tekma? Državno prvenstvo v Mariboru. V bistvu v Mariboru računam na kolajnah. Je posebej v disciplinah 50 kravl, 50 delfin pa 100 delfin. Zdaj se tudi zelo pripravljamo na državno prvenstvo. Drugače si pa ti tudi kar odličen učenec, ne? In koliko recimo ti vzame ta trening, predvsem pa vožnja v Ljubljano časa? Ja, v Ljubljano nekje 40 minut, pa iz Ljubljane 40 minut. Kaj jih bi lahko bolj koristno ponudil, recimo? Ja, seveda. Lahko bi na primer to uro pa pol porabil za kakšen suh trening na bazenu, na primer. Torej si zelo želiš, da bi bil kamen pokrit bazen? Seveda.